Zelo smo veseli tega vrveža, ki je za nami. Vsi skupaj vidite, da so se študenti dobro odzvali, da kot vedno mi trdimo, študenti se zavedajo, da je pomembno, da so solidarni. To je ena oblika solidarnosti, s katero oni najlažje pomagajo, to je, da nekaj svoje krvi darujejo. Želimo si seveda, da bodo to plemenito gesto tudi nadaljevali in da bodo postali redni krvodajalci in krvodajalke. Mi smo tudi hvaležni tako fakultetam kot študentskemu svetu univerze, da v tej akciji z nami sodelujejo in jo bomo še naprej negovali. S tem pa seveda spodbujamo tudi vse ostale deležnike te družbe, da bi se na podoben način odzivali, tako gospodarske družbe, javni zavodi in vsi drugi akterji, ki imajo pač večje število zaposlenih, lahko na podoben način organiziramo akcijo tudi pri nas, mislim pri njih. Z našo pomočjo, s pomočjo Centra za transfuzijsko medicino bomo poskrbeli za to, da bo akcija uspešna. Vsak liter krvi, ki ga zberemo, pa seveda skrbi za to, da je zdravje naših prebivalcev boljše. Velika odzivnost študentov je prisotna. Kako na to gledate v študentskem svetu? V študentskem svetu smo tega zelo veseli, seveda delujemo po našem motu od študentov za študente. To velja tudi tukaj za to krvodajalsko akcijo, da tudi študenti damo nekaj nazaj skupnosti. Krvodajalske se nam zdijo ena super priložnost, da pomagamo širši skupini ljudi, kot bi sicer lahko. Zdaj sicer prvič na feriju tukaj na medijski strani, je mogoče v prihodnosti še katera druga fakulteta vključena? Vključene so tako vse fakultete univerze, tako študente kot profesori, kot vsi zaposleni. Puščamo odprte opcije, krvodajalska akcija se lahko organizira na katerikoli fakulteti. Najraje pa bomo seveda tam, kjer je čim več študentov, da je tudi pretočnost študentov večja in se tudi tisti, ko se morda ne prijavijo, se vseeno lahko ad hoc odločijo, da bi darovali kri. Do petka je bilo prijavljenih 43 oseb, prijavljali so še danes zjutraj, pričakujemo pa med 50-60 študentov oziroma udeležencev, ker kot pravim se še tudi pridružijo tisti, ko niso naročeni. Torej, zaloge so načeloma zadovoljive, je pa to taka živa stvar, se pravi, se sproti prilagajamo, lahko se iz enega na drugi dan seveda zadeva spremeni. Če imamo več pacientov, recimo manj pogoste skupine, kot je B negativna, pa potem tiste zaloge, ki jih običajno tako ali tako imamo vedno na nekem čakanju, da se potrebujemo, potem to rešujemo na način, da tudi vabimo že iz našega obstoječega pula krvodajalcev, se pravi krvodajalcev ustrezne krvne skupine, da potem v bistvu ponovno dopolnimo naše zaloge. Načeloma ne pustimo, da so prenizke, se pa se mi zdi lepo tako prilagajamo, pomagamo si sami seveda predvsem s klicanjem, se pravi osebnim vabljenjem krvodajalcev ustreznih skupin, če pa je na splošno v Sloveniji ali pa samo pri nas malo nižje si pomagamo ali na splošno malo večjo objavo, da imamo nižje zaloge ali pa tudi centri med seboj, torej z kolegi iz Celja pa kolegi iz Ljubljane. Katere so recimo najbolj zaželene skupine, katere krvi v bistvu največ porabite? Mi v bistvu vedno rečemo, tako kot so krvodajalci razporejeni po krvnih skupinah, tako kot so tudi pacienti načeloma. Seveda pa smo najbolj veseli takrat, ko imamo zadovoljivo zalogo 0 negativne, se pravi univerzalne urgentne skupine, takrat, ko res ni časa, da lahko tudi ustrezno krvno skupinsko sicer drugačno kri zagotavljamo pacientom.